In vi ste dobili v varstvo tega novega konjička. Točno, ja. Ja, ste veselite? Ja, vsaka nova oprema je dobrodošla za delo na terenu. V Sloveniji smo večinoma že dogradili avtoceste, hitrosti na avtocestah se večajo, zato moramo tudi mi imeti primerno opremo, da izločimo iz cest ta najhujše divjake. Ste imeli kakšen poseben trening, usposabljanje, da znate voziti take avtomobile, je kaj posebnega? Ja, vsi smo bili na treningu varne vožnje in vsi smo usposobljeni za delo z sistemom Provida, v kateri bo še vgrajen v ta vozilo. Imamo pa že tak v civilnem vozilu in v vozilu Škoda Superb. In koliko dejansko se zgodi, da morate loviti te prekrškarje, da presegate tiste hitrosti na 200 km/h? Ja, glejte, odkar imamo vozila v policijskih preoblekah, je to malo manj kot prej, ko smo vozili vozila civilne izvedbe z kamerami. Drugače pa prekročitev je kar dosti na avtocesti. Kaj je najbolj, da bi rekli, izrednega na tem avtomobilu? Po čem se razlikuje od vseh ostalih? Sam avto je športne izvedbe, ni navadno limuzina, družinski avto, že sama oblika vidite, da je športna izvedba in moramo probati. Najprej bomo probali, pa bomo pa točno povedali, zakaj se gre in kako je. Do zdaj smo bili z vsem Providom načinoma zadovoljni. Torej, če doma nimamo kakšnega posebnega športnega avtomobila, vam ne bomo mogli ubežati? Jah, lejte, ne bi bilo to namenjeno za dirkanje, predvsem za preventivo, za nadzor prometa, vendar, ko je treba, bo pa pač treba, kakšnemu po prstih ga udariti. Pa je za najhujše prekrškarje dovolj 200-konjska mašina? Sam veste, da vozila pa tehnika gre zelo daleč v razvoju. RS-i, X-i in ostala dirkalna avtomobili so tudi hitrejši, vendar, tako sem rekel, ta vozila niso samo za dirkati. Vse so še druge patrulje, vse se sporoči brez glavo dirkati za voznikom in sebe in druge spravljati v nevarnost, ni namen tega vozila. Ta vozila s kameram pridejo upoštev tudi po mestih, v nadzoru upoštevanja pešcev, semaforjev in vsega ostalega. Zgolj tukaj je stvar ta, da tisti trenutek rabiš, da vozilo skoči. Pa vsa vozila nimajo tega Provid sistema vgrajena? Ne, nimajo vsa vozila. Ok, najlepša hvala. Kaj pa je pravzaprav ta sistem Provid? Omogoča za dokumentiranje vseh prekrškov. Lažje nekomu. Ljudje včasih podzavestno nekatero stvar delajo, ko sploh ne vejo, da delajo narobe v prometu, da kršijo, da ne gledajo, ne dajejo smernike, se napačno razvrščajo. Poleg tega, dokumentacije prekrškov, pa tudi merimo hitrost in vse ostale prekrške, varnostno razdaljo, prehitevanje, škarje, po desni.